Ja, včasih se pa splača majčkeno bolj zgodaj vstati. Danes recimo že. Pa ne zato, ker sem hotel sončni vzhod videti, ampak je tazga, ampak tele vijolične, zelene, rumene, bele, sive, BMW-je, pa nekaj enih. M5. Kdaj se je začela zgodba z M5? Leta 1984. Takrat je bil model E28, vrstni šestvaljni ga je poganjal. Prvi karavan je pa prišel leta 1992, E34. In potem je bil vmes samo še en karavan, oziroma Touring, kot rečejo pri BMW-ju. No, 7. generacija sta pa oba naenkrat. Danes so nam pripravili še posebej dolgi vožnji. Prva 3 ure in pol, druga 2 uri in pol po bavarskem podeželju, da se prepričamo, da je M5 odličen avto tudi za takšne dolge ture, ker je lahko udoben, lahko pa ugrizne v cesto, ko se zveri za volanom strga. Pri tem avtu se je treba zavedati ene stvari, in sicer, da je to velik in ponoven tudi zelo težak stroj. M5 ni več izrazito športna limuzina ali karavan, no, ker jutri zapeljem tudi tistega, pa je v ful hudi barvi. No, to je zelo, lahko bi rekel, že ekstremno močan avto, ki ga ne vozijo nujno takšni navdušenci kot sem jaz, ko hočem kot pero lahek avto premetavati po ovinkih. Zato se moramo obleči v majčkeno drugačno kožo, torej nekoga, ki se rad malo pokaže, ki rad vidi, da se ljudje obrnejo za njegovim avtom, ko slišijo zvok velikega 8-valjnika, ki obožuje dobre pospeške, ki mora noter imeti vse perfektno pospravljen, ki ga mogoče že boli kakšen sklep in potrebuje tudi udobno vožnjo, ko gre na kakšno daljšo pot. V glavnem je to avto, ki vse to zmore. Lahko pa se tudi zelo dolg reži fiski obraz in se kot klop zagrize v asfalt. Vseeno moram povedati, 2,5 toni bi tehtal, če bi jaz tehtal 75 kg, ampak ker sem težji, ima vas skupaj več kot 2,5 toni in če želim, da ne letiva ovinku ven, moram pravočasno zavirati vso to maso. K sreči mi pri tem pomagajo ogromne in zelo zmogljive zavore, fantastično prilagodljivo podvozje M z dvojnimi trikotnimi vodili spredaj in 5-vodilno opremo zadaj s posebnimi nastavitvami za M model. Skratka, ni strahu, če je voznik pameten. No, številke. 10,9 sekunde je pospešek z mesta, ampak do 200 na uro. Do 100 se je strelil v 3,5 sekunde, kar je toliko kot tale moja pauza zdajle. 4,4 litrski 8-valjni bencinski turbomotor je tam spredi, velik, glasen, če želite, tudi žejen, ampak to ni toliko pomembno. Ok, okrog 15 litrov je poraben na tej vožnji, če že morate vedeti, mu pa seveda pomaga še močan elektromotor in skupaj imate tako kar, pazi, 535 kW, kar je po domače 727 konjev. Več kot 700 konjev v družinskem avtu, mislim, kam smo prišli, pa ga lahko vozi vsak, ki ima vozniško dovoljenje. Pa še ena cifra je nora. 1000 Nm navora ima, zato v vsakem trenutku vleče kot, ne vem, medved, ampak ne sit, fejst lačen. Spredi so platišča 20, zadnje pa 21 palčne in zato tudi grejo noter toliko velike zavore, kot jih ima. Ja, ker ima ta avto baterijo, moram omeniti tudi električni del. Samo na elektriko se lahko vozi vse do hitrosti 140 na uro, po želji si tudi tukaj nastavite opcijo, da bolj izrazito rekuperira energijo in ohranja baterijo na določeni napolnjenosti, če se hočete ali pa celo morate voziti v tišini zadnje kilometre v mestu ali pa po noč pred domom. Tihi M. 18,6 kWh energije lahko shran baterija, kar naj bi bilo po VLTP za 67 do 69 km vožnje v tišini. Verjetno bo večini voznikov tega avta bolj pomembno, da je ta energija na voljo tudi za dodatne pospeške, ko bo treba takole izkoristiti ves potencial avta, ampak ok, če ga boste pridno polnili, se boste z njim dejansko lahko ves čas na krajših poteh vozili tudi na elektriko. 7,4 kW se polni baterija na izmeničnem toku. Slovlečno kljuko ima lahko zdaj dodatna oprema, tako kot tole karbonsko streho, potem karbon keramične zavore, ki res vrhunsko zavirajo, potem tudi
kakšna bolj posebna platišča, pa mogoče bo ful pomemben podatek še aktivno prezračevanje sedežev, ko se bo kje treba ustaviti pri 300 km/h, ker takrat šlo kar za Švica. No, tudi to je del opcijskega paketa M-Drivers Package, s katerim gre potem tale avto 305 km/h. Ja. Pa del serijskega paketa je recimo še ozvočenje Bowers & Wilkins, če vas bo med vožnjo ali pa bolj stanjem v kolonah kdaj premamla glasba bolj kot zvok tega hudega 8-valjnika. Limuzina se je v tovarni v Dingolfingu začela proizvajati že julija, medtem ko se je Touring zdaj, v novembru, da bosta kar oba takoj na voljo vsem, ki si jo želite. In lahko tudi prvoščite, jasno, ker čeprav so se recimo stanovanja v zadnjih letih pa nas še kako podražila, za oba zahtevajo skoraj toliko, kot stane dom povprečne družine, zato jo boste na cesti videli bolj redko, kot bi jo vozniki v resnici imeli, ker zaželena pa sta. Kdo pa ne bi vozil stroja z več kot 700 konji, a ne? Zdaj pa spat, jutr pa karavan, oziroma Touring. Joj. Jesus. Kva to dela. Nov dan, nov M5, se kar kul sliša, ne? No, danes je na vrsti Touring, ki je šele tretji po vrsti, če gledamo generacije M5, ki pa je že v 7. generaciji. Ko sem včeraj na večerji projektnega vodjo za novi M5 vprašal, kako to, da je tole šele tretji Touring, je lepo povedal, da je zdaj pa očitno res prišel čas za super zmogljivi karavan. Prvi dve generaciji sta se prodali samo po 1000 primerkov in to res ni prepričal glavnih pri BMW-ju, da bi potrdili nadaljnjo izdelavo. No, zdaj pa so jih verjetno uspehi Audijevega RS6 Avant in dejstvo, da marsikateri očka želi močan, prostoren, ne pa visok avto. Kot so eni emi tam, pa me danes ne zanimajo. Kar se zmogljivosti tiče, je praktično vse enako kot pri limuzini, torej spet krepko čez 700 konjev, ki so vedno na voljo, ker sistem tako učinkovito ohranja baterijo pri minimalni napolnjenosti, da to vedno pomaga, ko pohodiš pedal do konca. Pa tudi sama rekuperacija ni slaba za priključni hibrid, 60 kW je največja moč, ko zaviraš. Ampak tukaj moram zdaj končno poudariti tisto, iz česar smo se vsi norčevali, preden smo avto zares peljali. Enormne mase se ne občuti. Vsaj v tolikšni meri ne, kot smo se bali. Seveda čutiš, da je avto težak, ko se prehitro pripelješ do ovinka, ampak vodljivost je fantastična. Tudi dovolj igriv je, da se vam bo smejali, ko ovinki ne bodo preveč zaprti. Tukaj najbolj pomaga, da se malo v bistvu za samo 1,5 stopinje sukata tudi zadnji kolesi in potem M5 deluje bolj vodljivo in manjše kot je v resnici, ker je daljše od 5 metrov. In kaj je razlog za tolikšno maso? Ja, elektrika, ki je po drugi strani tudi razlog za neverjetno elastičnost. Res vedno čutiš, kako pomaga, sploh pri spodnjih vrtljajih, ko sicer izjemno močan motor še ne diha s polnimi pljuči. Sama baterija z ohišjem tehta 205 kg, 50 kg vzame še motor, vse skupaj pa je stlačeno pod sprednji pokrov. In ko sem vprašal, kako so poskrbeli za učinkovito hlajenje, se je šef projekta M5 samo zasmejal, potem pa povedal, da so se s tem res zelo veliko ukvarjali in da ima ravno zaradi tega toliko velike odprtine klele v maski. In potem, ko sem ga vprašal, kaj pa listje, ki se potem nabere tukaj noter, pa je rekel, ja lej, enostavno daš roko not, pa ga pobereš ven, ne? Jep. BMW-ju je spet uspel narediti skoraj nemogoče. Avto, ki je izjemno močan, težak, pa se še vedno dobro pelje, da mu res lahko daš tisto značko M. In obenem avto, ki je pripeljal v času, ko je treba imeti povsod nekaj električno, no ta pa na najlepši možen način zadovoljuje oba okusa. Čeprav ne, ko se pelješ s starimi, ti pa še vedno igra tukaj. Zato pa ima ta znamka M danes takšen ugled. Tole je prvi M Touring iz leta 92. Kaj lepo poje. BMW M5, to je res hud stroj. Čeprav ti leta stari, ne? To je pa prava poslastica. A to si lahko prav vse peljal, kaj? Ja, itak. Iz muzeja so jih pripeljali in smo lahko vse peljali.
Vsi so mi bili všeč. Ta prvi letnik 1984 je imel že takrat 286 konjev, to je res letel za tiste čase, pa lepo udobno si se pelil. Da ne govorim potem o drugi generaciji, ta da je res lepo ohranjena in šestvaljnik je tako lepo pel, da bi lahko cel dan sam to poslušal, veš. No, kjer se ti je pa najbolj vtisnil spomin? E60 ja. z V10 motorjem, ne. Tukaj so blok vlivali v isti livarni kot za Formula 1, zato je res nekaj posebenega. Nor zvok, vrti se preko 8000 vrtljajev. Volano, res eden najbolj norih avtov, ki sem jih lahko vozil v zadnjem času, ne. In to zaradi svojega motorja, ki ga je potem v naslednji generaciji zamenil V8 turbo, kot je še danes. Ja, sam ima še pač elektriko, ne? Ker danes mora biti vse posod elektrika. Tule imamo 4 avte, pa vsakem je nekaj električnega, ne? Lahko rečem, da je v tem primeru to kar velika prednost, zaradi tega, ker fejs pomaga pri vsej tej masi, veš. Ja, sem gledal prej mase, ne? Prvi M5, evo, 1410 kg, nov ima 2490 kg, se pravi tretji čez 40 let, če bo še M5 sploh obstajal, ne? Bo imel verjetno že 7 ton. Verjetno, da ne, Ja. bo pa zanimiv, ne. Ampak pazi, ne, prejšnja generacija M5 je bila 500 kg lažja, Ja. pa 20 boljši pospešek je imel do 100. No, se o tem ti govorim, ne? Ja, ampak lej, pazi, brez vsega tega novega sploh ne bi bilo, ker so zdaj toliko strožje zahteve po emisijah, da sem mogel narediti priključni hibrid. Mislim, čist vseeno bojo uničili, no. Ne boja, lej, k sreči, ne, se kljub vsemu strahu, ki smo ga imeli zaradi vse te velike mase, dosti dobro pelje.